Ljutomerska županja Olga Karba in Marko Novak iz lendavskega podjetja Nograd sta v torek 7. junija podpisala pogodbo, s katero so se zavezali k izvajanju gradbenih del za zasnovo stanovanjske soseske v Stročji vasi, naselju v občini Ljutomer. Na naši tiskovni konferenci. Hvala lepa, da ste si vzeli čas. Želeli bi namreč deliti po dolgem času tudi določene informacije, kaj nas spet čaka v občini Ljutomer. Investicij imamo kar veliko, ampak vseeno se nam ta zdi res izjemno pomembna, kajti v naši občini smo zelo veseli po eni strani, ker imajo mladi interes graditi svoje hiše na nepremičninah, ki jih imamo v Ljutomeru. Po drugi strani je to dejansko težava, ker nam vedno bolj primanjkujejo zemljišča, interes pa je vedno večji. Tako da smo s sodelavci občinske uprave, z nami je danes gospod Mitja Kolbl, odgovoren za področje prometa, že leta 2020 načrtovali določene aktivnosti, ki nekako pristopiti k zasnovi stanovanjske soseske in smo se 2020. Leta lotili podiranja stare osnovne šole v Stročji vasi, ker je bila zgrajena nova šola in dejansko smo peljali vse potrebno, se pravi, najprej je bilo potrebno zrušiti objekt, to je izvajalo komunalno stanovanjsko podjetje iz Ormoža in ta investicija je stala skupaj z načrti in ostalimi potrebnimi stroški nekaj več kot 90 000 evrov. Potem smo sodelavci pristopili k pripravi podrobnejšega prostorskega načrta, kjer smo predvideli prostorske pogoje. To je za nas izvala družba ZU iz Murske Sobote in tako smo nekako skupaj z njimi prišli do zaključka, da lahko ponudimo na obstoječem ozemlju oziroma območju 11 novih zemljiških parcel, kjer se bodo pač lahko zainteresirani zgradili svoje domove, kot sem dejala. Ko smo izdelali podrobnejši občinski prostorski načrt, je potrebno bilo tudi seveda pripraviti ustrezno projektno dokumentacijo. DGD in pa PZI, se pravi, kar je potrebno za izdajo gradbenega dovoljenja, je prav tako izdelala družba ZU, upravna enota Ljutomer pa potem izdala gradbeno dovoljenje. Ko smo pridobili gradbeno dovoljenje letos v aprilu, smo pristopili k izbiri najugodnejšega izvajalca v skladu z zakonom o javnem naročanju. Dobili smo v roku 6 ponudb in med najugodnejšimi ponudniki je bil izbran Nograd d.o.o. Petrova ulica 41 iz Lendave, tako da v naši sredini lepo in toplo pozdravljam tudi direktorja Nograda, gospoda Marka Novaka. Družba Nograd je pripravljena dela izvesti za vrednost v višini 254 786 evrov. Seveda pa ta dela vključujejo izgradnjo nove ceste, fekalne meteorne kanalizacije, vodovodnega omrežja, javne razsvetljave ter koridorje za telekomunikacije. Želimo seveda, da bi nam vreme bilo naklonjeno, da bi seveda lahko lovili rok konec avgusta letošnjega leta, ker potem, ko bo komunalno urejeno, bomo tudi te parcele ponudili v odkup. Mislim, da bo postopek javne dražbe oziroma to bo seveda definirala potem tudi naša komisija za razpolaganje s stvarnim premoženjem. Strokovni in finančni nadzor bo izvajal gospod Štefan Rajner, se pravi samostojni podjetnik Inženiring Rajner iz Murske Sobote. Varnostni načrt bo izdelala gospa Marjeta Javševec, SP iz Ormoža, tako da bo vse seveda pod kontrolo
Sodelovali bodo tudi naši sodelavci. Je pa res, da je to območje, za katerega smo tudi podrobnejši prostorski načrt poslali Direkciji Republike Slovenije za ceste. Mi smo v preteklosti z njimi že uredili dvižno ploščad, predvsem zaradi varnosti udeležencev v prometu tam. Oni bodo sedaj to proučili, ker so bile tudi razmišljanja, da bi se zgradilo kakšno krožišče ali semafor, ampak zdaj seveda je tukaj prisoten strokovni nadzor in se bo videlo, če bo prišlo sploh do te izvedbe, ampak mislim, da se je sedaj varnost nekako tudi z dvižno ploščadjo dokaj sorazmerno dobro uredila. Tako da hvala lepa, to so osnovne informacije. Zdaj ne vem, če še bo sodelavec kaj dopolnil. Ne, to. To je to.